Uši so že stoletja znana nadloga. Največkrat se prikradejo na lasišča otrok. Najpogostejše so naglavne uši. Uši ne prenašajo povzročiteljev nalezljivih bolezni, ampak so pa res nadležne. Kot vemo, se ne naselijo na glavah, ki so umazane. To je včasih bila stigma, da je to znak revščine oziroma slabe higiene. To ni res. So pa res nadležni in seveda, če jih ne zatiramo, se lahko hitro širijo, zlasti pri mlajših otrocih, ki imajo tesnejše stike. Naglavne uši so drobne žuželke, velike 3 do 4 mm, brez kril, s 3 pari nog, ki so prilagojene za oprijemanje las. Odrasle uši odlagajo jajčeca, imenovana gnide. Gnide so svetleče rjave barve in trdno pritrjene na lase v bližini lasišča. Uši, govorimo o sivih naglavnih ušeh, imajo najraje lasišče, ker v bistvu se dobro počutijo v toplem in vlažnem okolju. Izven lasišča oziroma gostitelja se ne počutijo tako dobro, tako da pravzaprav sicer lahko krajši čas preživijo tudi v pokrivalih, eventualno v kakšnem brisači, posteljnini. Glavni način prenosa je res ta tesen stik med otroci, med ljudmi. Same uši ne skačejo. Ko se začne šolsko leto, je ušivosti bistveno več, kot pa izven šolskega leta, ko je manj stikov med otroci. Ušivost preprečujemo z rednim in natančnim pregledovanjem in prečesavanjem lasišča, posebej v zatilju in za ušesi. Pregledujemo od korenin proti lasnim konicam. Če odkrijemo uši, se napotimo v lekarno. V lekarni kupimo ustrezno sredstvo za razuševanje in potem postopek čez 7 do 10 dni potem ponovimo. Dobro je pa tudi ta pokrivala, brisače, mogoče plišaste igračke, da preperemo, če se da na 60 stopinj Celzija. Ponavadi je že dovolj vsaj, da operemo. Ni potrebno za te zunanje stvari uporabljati insekticidov. Hladni šampon ni dovolj, to je pogosta napaka pri razuševanju, da so ljudje tako v preteklosti kot sedaj uporabljali različne snovi. Vsaj v literaturi piše, da so uporabljali petrolej, navadne šampone, celo barve za lase in podobno. Ta sredstva niso dokazano učinkovita, tako da je najbolje, da se v lekarni pozanimamo, katera sredstva so res namenjena razuševanju in da jih potem uporabljamo v skladu z navodili. Največja napaka, ki prispeva k hitremu širjenju ušivosti, je odlašanje z ukrepanjem, ko opazimo težavo. Zato imajo uši čas, da se razmnožujejo in širijo na druge. Pogosto je za slednje kriva tudi slaba natančnost pri razuševanju. Je treba lase tudi dobro razčesati, da vidimo, če imajo res otroci uši oziroma gnide. Pa najpogosteje se ušivost rada ponavlja v družinah, kjer je več otrok, zlasti otroci, ki imajo goste lase. Tam se uši tudi težje opazi. Ni sramotno imeti uši, saj se lahko pojavijo pri komerkoli. Pomembno je, da ob odkritju ukrepamo hitro in obvestimo vse, ki so bili z ušivo osebo v tesnem stiku. Z ozaveščanjem in preventivo lahko zmanjšamo širjenje uši.